Vas zanima, koliko bi prihranili z lastno sončno elektrarno? Pridobite brezplačen izračun s spletno aplikacijo ECE Sonce. Obiščite ece.si in z nekaj kliki pridobite izčrpno poročilo energetskih potreb ter informativen izračun prihranka. ECE, energija prihodnosti. Dobro jutro. Prav o tem bomo danes govorili v drugem delu četrtkove oddaje Dobro jutro. Torej, izračunajte, koliko bi prihranili z lastno sončno elektrarno. In danes bomo torej govorili o sončnih elektrarnah, predvsem o smiselnosti takšne investicije na lastni strehi. Poudarek bo na smotrnosti takšne naložbe. Dotaknili se bomo tudi pogojev za izvedbo subvencij in pripomočkov, ki nam pomagajo pri odločitvi za lastno sončno elektrarno. Več o tem pa pravi strokovnjak z tega področja. Z nami vodja službe za razvoj v podjetju ECE, Gašper Ravnak. Dobro jutro in lepo pozdravljeni. Dobro jutro, lep pozdrav tudi vašim gledalcem. Koliko ljudi se sooča s tem vprašanjem imeti sončno elektrarno? Poskrbeti za nižje stroške? Mislim, da vedno več. Ravno zaradi tega, ker je sončna elektrarna nek okolju prijazen vir in pa hkrati omogoča, da naše stroške bistveno zmanjšamo. Zaradi tega se tudi odločitve sprejemajo predvsem skozi prvi meri, skozi racionalni pogled vsakega investitorja. Se pravi, da lahko rečemo, v Sloveniji v zadnjih letih spremljamo pravo ekspanzijo sončnih elektrarn in temu pripisujete tudi to, da se ljudje vedno bolj zanimajo za te stvari. Res je. V Sloveniji elektrarne v zadnjem času res pridno rastejo na strehah. Če bi iskali vzroke, zakaj je temu tako, mislim, da, kot sem že prej omenil, je prvi in najbolj pogost vzrok ekonomska upravičenost investicije, ker elektrarna je res naložba, ki trenutno je zelo upravičljiva. Med pogostimi vzroki pa tudi omenjajo stranke ekološko ozaveščenost in pa tudi dejstvo, da se zavedajo, da je potreba po energiji v lastnem gospodinjstvu vedno bolj pogosto povečana in ravno zaradi tega želijo imeti svoj lastni vir energije. V ECE ste postavili že kar nekaj sončnih elektrarn. Kakšni so odzivi kupcev po letu ali pa po dveh? Moram reči, da stranke, ki se odločijo za investicijo v sončno elektrarno, postajajo vedno bolj dovzetne za spremljanje potrebe po energiji. Se pravi, spremljajo njeno proizvodno, njeno porabo, hkrati pa tudi razmišljajo dosti o novostih. Razmišljajo o tem, da bi v objekt gradili še toplotno črpalko, kupili električni avto ali pa mogoče naredili pametni dom. No, pred kratkim ste v ECE predstavili tudi posebno aplikacijo, s katero si bodoči lastnik sončne elektrarne lahko točno izračuna veliko podrobnosti svoje bodoče investicije. Kako deluje aplikacija ECE Sonce? Res je, naša aplikacija ECE Sonce je namenjena vsem uporabnikom in je predvsem brezplačna za uporabo. Je pa to aplikacija, ki omogoča nekemu potencialnemu investitorju, da si pridobi ključne informacije o tem, ali je njegov objekt primeren za izgradnjo sončne elektrarne oziroma ali si ta investicija pri njemu izplača. V samem procesu potem lahko na podlagi potreb po energiji, na podlagi želja, pripravi to kalkulacijo, ki mi pomaga pridobiti čim več uporabnih informacij. Pri samem snovanju naše aplikacije nismo razmišljali zgolj o elektrarni na strehi, ampak smo predvidevali tudi potrebe gospodinjstva, ki so iz druge energetske potrebe. Recimo, lahko upoštevamo tudi potrebo po ogrevanju ali pa kakšne dodatne potrebe, ki jih bodo se zgodile v prihodnosti. Se pravi, stranka lahko za to aplikacijo nekoliko širše zajame potrebo trenutnega stanja objekta in pa tudi, kar se bo zgodilo v prihodnosti. Zelo zanimivo. In če sva še bolj konkretna, kaj potrebujemo, da lahko ugotovimo vse, kar ste našteli, kar moramo vedeti? Najprej potrebujemo dovolj podatkov o porabi energije v objektu. Če rečemo po domače, potrebujemo porabo električne energije v objektu in pa energenta za ogrevanje objekta. To sta osnovna podatka in pa tudi morebitno dodatno porabo v prihodnosti, če recimo načrtujemo električno vozilo. Poleg tega je dobro poznati lego objekta, se pravi, kam je streha orientirana in pa tudi naklon te strehe, da na ta način lahko dobimo več informacij.
ki jih potrebujemo za en tak konkretni izračun. Recimo v sami aplikaciji lahko si stranka z primerjavo obstoječega stanja in pa stanja, ki bi bil prihodnje, tudi izračuna, ali je smiselno ob tem graditi še toplotno črpalko ali pa recimo zamenjati star kotel na kurilno olje z kotlom na zemeljski plin ali pa s toplotno črpalko. Se pravi, gospod Gašper Ravnak, na vaši spletni strani pomišljaj.e.si vnesemo torej te podatke, ki ste jih našteli in kaj potem dobimo? Ja, na naši internetni strani www.ece.si dobimo izčrpno poročilo, ki ga preko oddanega e-poštnega naslova prejmejo stranke na svoj e-poštni naslov in na tem poročilu, ki je sestavljeno na 8 straneh, dobijo izčrpne informacije o vrednosti investicije, primerjave stroškov pred in po investiciji, tudi subvencije so vključene in pa seveda povračilna doba. Se pravi, nek skupek tistih ključnih informacij, ki jih nekdo, ki se odloča o takšni investiciji, lahko vzame v svoj obzir, da se lažje odloči oziroma da saj nadaljuje potem postopek celotne zgodbe. Se pravi, veliko teh koristnih podatkov, ki so nam potem koristni pri nadaljnji odločitvi. Kako poteka postopek od tu naprej? Se pravi, uporabnik želi dati povpraševanje in dobiti ponudbo za izvedbo na ključ. Točno tako, v bistvu sam postopek v osnovi je zelo enostaven. Stranka se odloči, da je ta izračun prikazal dovolj zanimivo možnost za njen objekt, potem kontaktira ECE, mi opravimo malo bolj natančno analizo in naredimo konkretno informativno ponudbo za objekt posameznega uporabnika. Potem pa, vkolikor se odloča stranka za investicijo, opravimo tudi ogled, kjer naredimo natančnejše izmere objekta, preverimo stanje ostrešja in pa tudi, kje je dostopnost električnih inštalacij in na ta način lahko pripravimo zavezujočo ponudbo, ki vsebuje tudi ostale elemente, ki jih pač nadaljavo ne moremo določiti. Ali to pomeni, da mora uporabnik sam poskrbeti za dokumentacijo, subvencije, kredite? Ne, ravno to je storitev, ki jo v ECE nudimo, to je storitev na ključ. Pomeni, da v bistvu vso dokumentacijo, vso komunikacijo z distribucijskimi podjetji, z ekoskladom opravimo mi in je za stranko ta postopek čim manj stresen. Se pravi, v celotnem postopku z naše strani poskrbimo, da se izvede in zbere vsa dokumentacija, ki je potrebna. Postopek sam je dokaj kompliciran, kar tudi priča fascikli, ki ga na koncu oddamo ob izgradnji elektrarne, kjer vsebuje kar zajeten kup informacij in pa dokumentov, ki jih kupec mora zbrati v tem času. Pa je sončna elektrarna primerna za vsakogar, za vsako gospodinjstvo? Če bi gledali skozi pogled ekologije, sigurno da je. To je okolju prijazen vir in pa obnovljiv vir energije. Če pa gledamo skozi ekonomski vidik, pa moramo biti realni, da so gospodinjski uporabniki različno potratni. Imamo podjetja, manjša podjetja, ki se tudi lahko odločajo za to, in pa gospodinjske uporabnike, ki porabijo več energije, in pa določene gospodinjske uporabnike, recimo v stanovanjskih objektih, večstanovanjskih objektih, kjer pa je poraba energije manjša. Tudi glede na zakonodajo je možno elektrarno zgraditi na večstanovanjskih objektih, vendar se v praksi takšne investicije ne dogajajo pogosto. Bistveno bolj pogosto se dogajajo investicije na individualnih hišah. Če pa rečemo primer, kdaj o tem lahko razmišljamo, pa bi rekel, da iz prakse nekje, če ima uporabnik nekje več kot 7000 kWh porabe energije ali pa jo bo imel več kot 7000 kWh, potem je že v investiciji smiselno razmišljati, saj to pričajo tudi projekti, ki smo jih izvedli v preteklosti. Povejte, gospod Gašper, ko se vozite po naši lepi Sloveniji, opazujete okolico, vidite te sončne elektrarne, pa si mislite, aha, tukaj še manjka, tukaj bi bilo potrebno, a recimo, kaj svetujete vsem nam? Jaz mislim, da če je na voljo dovolj sonca na lokaciji, kjer bivate, se pravi, če nimate nekih senčnih lek nad streho, ki bi jo želeli opremiti sončno elektrarno, kar pogumno razmišljate o tej investiciji. Vsa investicija kot taka je v bistvu nek vir za prihodnost, življenjska doba elektrarne je dolga in praktično v tem času življenjske dobe elektrarne jo kar nekajkrat povrnemo.
Zdaj predstavljajo torej spletno aplikacijo ECE Sonce. Vemo, da mlajša populacija to hitro naredi. Če se pa kdo želi od starejših zdaj odločiti, pa ima kakršnekoli težave, vas lahko vedno z veseljem pokliče, vaši strokovnjaki svetujejo, pomagajo tudi pri izpolnitvi celotne dokumentacije. Točno tako. Mi smo vedno na voljo na brezplačnih številkah. Lahko nas pokličejo, z veseljem sem odzval, pomagal. Vkolikor imajo konkretne želje po svetovanju na objektu, je možno praviti tudi ta ogled, kjer pa se potem na podlagi vseh tistih pogovorov in pa želja pripravi primerna rešitev za vsakega odjemalca posebej. Se pravi, ta spomladanski čas je zdaj idealen, da to naredimo? Ravno ta čas je v bistvu čas, ko se ljudje zavedamo, da iz sonca lahko dobimo brezplačno energijo. In skozi postopek, ki traja pa nekaj časa, je potrebno razumeti, da v bistvu v poletnih mesecih je najlažje pa najhitrejše zagotovljena izvedba ravno zaradi vremenskih razmer, ki so na voljo. Tako da v realnosti res priča, da v tem obdobju se ljudje največ odločajo za investicije. Torej pokličemo na brezplačno številko 080 22 04, kjer dobimo čisto vse informacije. In recimo, gospod Gašper Ravnak, če se danes odločimo torej za to ECE Sonce, rečemo, bi imeli, koliko časa približno potem traja, rekli ste nekaj časa, da je projekt tudi izpeljan do konca? V praksi težko govorimo o nekem konkretnem času, ker se v postopkih postavljajo vloge različnih podjetij oziroma različnih inštitucij, vendar v povprečju bi lahko rekel, da od podpisa pogodbe do montaže traja nekje 2 do 3 mesece. Ravno zaradi tega, ker v tem času je potrebno pridobiti soglasja, ponekod iščejo tudi še dodatno financiranje, in potem, ko so ta soglasja in pa ti pogoji zagotovljeni, mi v dokaj hitrem času opravimo tudi montažo. Ampak, kot ste omenili, vse naredite na ključ. Vse naredimo mi, stranka dejansko nam zaupa celoten postopek in v tem času jo obveščamo, kaj se dogaja. Z njihove strani potrebujemo zgolj soglasja oziroma pooblastilo, da ta postopek lahko vozdimo mi. Če zaključiva najin pogovor, se pravi zdaj spletna aplikacija ECE Sonce, še enkrat poveva tiste bistvene stvari, na kaj morava opozoriti naše gledalke in gledalce, kako do te aplikacije? Preprosto, na naši spletni strani kliknete na izračun elektrarne, v tem oddate tiste ključne podatke, ki jih večinoma uporabniki poznajo, mogoče pogledate račun za električno energijo, potem pa na podlagi teh podatkov se sprehodite skozi sam kalkulator, preberete navodila, so zelo enostavna in hitra in v roku parih minut je na vašem e-poštnem naslovu izčrpno poročilo vsemi podatki, ki vam pomaga k odločitvi. In ECE Celje se vedno trudi za prijaznost, dostopnost in konkurenčne cene. Sigurno. Upamo si trditi, da to je naše osnovno poslanstvo, ki ga moramo opraviti. Lepa hvala za jutranji obisk in veliko sončnih elektrarn tudi v prihodnje. Srečno. Hvala lepa.